En lep pozdravček iz enega izmed mojih najljubših kotičkov tule v gozdu, v bližini Kamnika, kjer so prisotne te zemeljske esence, zemeljske energije, prisotnost teh gozdnih škratkov, vil in tako naprej, in kjer moje telo se čist sprosti, malo je pa vseeno vroče. Torej, danes bi rada govorila o nečem, kar slišim mnogo ljudi govoriti, in sicer govorijo: strah me je, prestrašena sem, strah me je. In vedno, ko si ponavljamo, da nas je strah, se povlečemo dol, to, kolikor je le mogoče, a ne. In dejansko, kaj pa je pravzaprav strah, ne? Torej, ko smo bili majhni, smo bili velikokrat zelo vznemirjeni, ne? In nam je nekdo rekel: naj te ne bo strah. In ta občutek vznemirjenja smo izenačili s tem občutkom strahu, a ne, kar nas zdaj naslavljamo, da je strah, ne. In v resnici pa gre za vznemirjenje, tako da dajte se takrat, ko rečete, da vas je strah, dajte se ustaviti in se vprašajte: okej, je to strah ali je to vznemirjenje? In tisto, kar vam je lahkotnejše, tisto je vaša resnica. Običajno smo vznemirjeni, ko se podajamo na neka nova področja, na neke nove podvige, ali so to neki novi projekti, ali odnosi, karkoli. Dejansko začutimo to vznemirjenje, ko ne vemo, kaj pravzaprav se bo zgodilo, kaj bo rezultati naše izbire, ne. In potem, ko rečemo: strah me je, ne, začutite to energijo, zaznajte to energijo, kako je težje od tega, če rečemo: vznemirjena sem, kako sem vznemirjena, kako sem vznemirjen, ne. In dajte, prosim, uporabljati tisto besedo, ki je za vas lahkotnejša, zato ker je to tisto, kar je lahkotna, vaša resnica, a ne. In to, če boste sledili svoji resnici, boste tudi kreirali takšno življenje, nekaj lahkotnejšega, nekaj ekspanzivnejšega, ne. Glej ga, Joyči se je pokazal tudi malo še na sliki. Ja, dajte se vprašati to, a ne, ker pravzaprav strah je nek izum, straha dejansko ni. Če se spomnite mogoče kakršnekoli situacije, ko vam je šlo res za življenje, ne, a vas je bilo takrat strah, ali ste bili popolnoma zbrani, popolnoma mirni, naredili, kar je bilo v tistem trenutku potrebno bilo narediti. Potem mogoče, ko je bilo pa konec tega dogodka, ste se pa mogoče razsuli, razpadli, padli v šok, tako da ste pa dokazali, da vas je bilo resnično strah, a ne. Ampak, če pogledate v tej situaciji, ste bili toliko prisotni in ste naredili vse tisto, kar je bilo potrebno, da se ta situacija razrešila tako, kot se je morala, a ne, oziroma da ni šlo po kakšni drugi poti. In res, dajte uporabljati to besedo vznemirjenje, ne. Dobila sem tudi recimo eno vprašanje: imam prestrašeno vibracijo, ne. A to je prestrašena vibracija ali je to vibracija vznemirjenja? Ne, zdaj veliko ljudi, ki prihaja k meni na delavnice, še posebej to, ko delamo recimo 30-dnevne te vlečene energije, dejansko začnejo zaznavati, koliko jim vsaka molekula v telesu vibrira. In dejansko to je tako, ko si živ, ko zaznavaš, koliko ti celo telo vibrira, ko ti vsaka molekula od živosti vibrira. To je to, ne. In če naslovimo to kot prestrašena vibracija, ne, koliko se s tem povlečemo navzdol, koliko se s tem, če lahko tako rečemo, če lahko tako rečem, da se zatolčemo, ne. Kaj nas bo bolj podprlo, če rečemo: kako sem vznemirjena, ali kako sem prestrašena. Le vi veste, prijatelji moji. Evo, en lep pozdravček tukaj iz prelepega gozda in se spet kaj vidimo kmalu. Čau, čau.